Четвертова подопниця, як тобі на обіс прийшла, серце отпрій і се насмей, повабі його через брак напрей. Moja nosza je pripravljena, note zbrane v srcu se. Spet prevzema me skrivnosten čar, krila daje, da letim. Vem, da nočeš mi izreči to, kar berem ti v očih. Vse bi dala, da na pot bi me pospremil tvoj nasmeh. Siva cesta mi vodnica je, moje misli pa s teboj. Dve ljubezni dušo mi deli, glasba in ti ljubi moj. Ko bi videl, da vse pesmi vedno pojem le za ti, ker si sonce toplo, luna čarna, vse si tu za me. Prisluhni mi, zaderi me, vse zveni, povem ti z njimi, da te ljubim. Prisluhni mi, najde zame strah ne bo, ker se vrnem k tebi spet s pesmijo. Siva cesta mi vodnica je, moje misli pa s teboj. Dve ljubezni dušo mi deli, glasba in ti ljubi moj. Vem, da nočeš mi izreči to, kar berem ti v očih. Vse bi dala, da na pot bi me pospremil tvoj nasmeh. Prisluhni mi, zaderi me, vse zveni, povem ti z njimi, da
Dober večer, dobrodošli, dragi prijatelji, v naši veseli družbi. Takole nežno smo danes začeli in jaz mislim, da je prav, da je tale krasen valček bil uvod v nocojšnje druženje, kajti nekako zaključujemo 3. mesec v letošnjem letu, mesec, v katerem smo praznovali veliko tistih praznikov, ki se tičejo nežnejšega spola, torej dan žena, pa materinski dan. Skratka, same takšne lepe stvari smo zabeležili v mesecu, ki se izteka. K mojemu omizju zdaj vabim pevko naših nocojšnjih glasbenih gostov. Klara je tista, ki bo z menoj kramljala. Boš kar sama? Ja, takole. Fino, vidiš. Ja. Hvala lepa za pomoč. Klara, midva bova seveda danes pregovorila mogoče še o kakšni drugi stvari, ki se ne tiče direktno tvojega glasbenega delovanja, glasbe ali pa tvojih glasbenih prijateljev. Tudi oni bodo seveda prišli na vrsto kasneje, ko se bomo pogovarjali o stvarih, ki so zdajle še kako aktualne. Tukaj mislim na izid vaše 3. zgoščenke, na koncert, ki je pravzaprav za vami, ampak ni dolgo nazaj, ko se je zgodil, bi rekel, zadovoljstvo vseh uspel tako, kot ste si želeli. Klara, a je res, da si ti začela že pravzaprav se nekako zapisala svoje srce in pa dušo glasbi že v mladih letih, že tam nekje kdaj v 2. razredu osnovne šole, ne? Tam nekje že bolj intenzivno z glasbeno šolo in najprej poučevanje na synthesizer igranje, predtem pa otroški zbori, pa doma so malo trpeli, ker sem zelo rada pela, tako da ob domači glasbi pa predvsem zrasla gorno. Zdaj velikokrat rečemo, da prav kmalu pri otrocih nekako pogruntamo njihov talent, če se jočejo, rečemo, ta bo pa pevc, pevka, ker ima močen glas in razvija pljuča. Jaz verjamem, da je bilo pri tebi ravno tako, ampak zdaj, če greva nazaj, ko si ti začela, si se učila tudi inštrumentov, pa se mi zdi, da nikoli nisi potem teh inštrumentov igrala, si se bolj posvetila vokalu, petju, ne? Tako je, res je, v inštrumentu nikoli nisem ekstra blestela. Jaz sem sicer potem po 4 letih igranja na synthesizer usmerila se na klavirko in na klavirsko igranje, ampak tam žal ni bilo toliko domačih melodij in vsega tega, smo bolj klasiko igrali. Pa diatonična harmonika, recimo, ne? Jaz sem že tolikaj probala, pa ne razumem teh potegov ven, noter, da se toni menjajo in ne gre. Jaz jih razumem, recimo, ne, vem, da gre za pol tona ven, pa pol tona noter, ne. Ja, ne, vse so mojstri tisti, ki to obvladajo, ne, in ni enostavna zadeva potem, kot izgleda, ko slišimo te glasbenike, ki recimo, zdaj, če primerjam neke tiste, bi rekel, učene glasbenike, ki morajo imeti vse notne zapise in morajo to od note do note čitati, ne. Večina teh glasbenikov, ki izvajajo to narodno zabavno glasbo, to ne poznajo. Ja, ali pa izvajajo, ne vem, na pamet, ne, kakorkoli, že ne rabijo nekih zapisov. Je kdo pri tebi v družini bil prej povezan z glasbo? Kdo je kriv, da si sploh začela prepevati, da ti je bila ta glasba blizu, da si se začela učiti igranja teh inštrumentov? V bistvu v moji družini, ta ožji, nihče. Oče rad poje, ko kaj spije, mami ima zelo rada. Takih nas je več, ne? Takih nas je več, ne? Ja. Mami tudi, v bistvu, no, tu pa tam. Mami tudi, ko spije, kaj, ne? Ja. Ljudje mislijo, da smo kaki anonimni.
Ne, ampak takrat nekako nam Tako, dušo spustijo spustimo. za gore in Tako, si tako. recimo dovolimo Tako, zapeti, točno, čeprav tako. imamo mogoče Ni več sramu. Ja, kakšne zadržke, ne. Tako. Nam pa to ne gre, pa nimamo lepega glasu, ampak Ja. se veš, ne. Kozarček 2 in potem smo vsi pevci Točno in tako. pravijo, da 2-3 Slovenci, to je že mali pevski zbor. Ne. Ja, res Potem je. znamo vse pesmi, ne. Absolutno, vsa in naše besedila, in vse. tuje in vse obvladamo in ta zadeva je res krasna. Je pa res, ne, seveda, da je glasba tista, ki druži ljudi, ne, predvsem petje na podeželju, predvsem včasih je to, pa še danes. Ne. Tako za koline Ja. smo vedno po koncu, kjer A so te kdaj kot mlado deklico že ponucali, da po domače rečem, pa so rekli, Klara, daj nam eno zapoj, tisto pa tako lepo znaš, ne. In so bili to recimo prvi tisti javni nastopi, no. V bistvu javno nisem nastopala kot mala, zelo sem pa oboževala, ko je prišel en gospod, tak bližnji sosed, nas domov posnet ob raznih praznovanjih, ko je imela, ne vem, stara mama 60. rojstni dan, ko se je sestra rodila, so vsi ti posnetki shranjujejo in takrat vem, in moji domači grozijo, da bo ta posnetek dal tudi v javnost. Bila sem stara 5 let in noro oboževala ansambla Mira Klinca. Zakaj grozijo, ne? Lej, če mene vprašaš, ne, potem bi jaz rekel takole, ne, kaj sploh čakajo, ne? Ta posnetek bi že moral biti zunaj, ne, da ga vidimo in slišimo. To so danes zelo zanimive stvari, ki jih ljudje radi spremljamo po vseh teh modernih medijih, ne? res, ja. In zakaj ne, ne? Saj danes je ta zadeva aktualna, takrat ni bila tako kot danes, ko je minilo toliko časa. Ampak da ne bova, Klara, midva na začetku govorila samo o glasbi, ti si se predala tudi enemu poklicu, ki je pravzaprav zelo zahteven, poseben. Zahteven tudi zaradi tega, kaj ti delaš z drugimi ljudmi in mnogi rečejo, da najtežji so tisti poklici, ko se moraš ukvarjati z drugimi sodržavljani, z drugimi ljudmi in vedno ni lahko, ne. Včasih je treba velikokrat pogoltniti, kakšen knedl. Skratka, življenje prinese tudi v poklicu takšne in drugačne stvari. Jaz namenoma zdaj to zadevo mečkano zapletam zaradi tega, kaj ti zdajle sledi nagradno vprašanje, ki ga naši gledalci verjetno že pričakujejo. In sicer tisti, ki Klaro dobro poznate, potem ne bo nič težkega. Tisti, ki pa morebiti jo po tej plati ne poznate prav dobro, pa boste mogoče malo v dilemi, ne. Zdaj, predno povem 2 možnosti, kaj sem izbral, ne. Ena je seveda pravilna, ena pa ni pravilna, ne. Si se prav odločila, če bi danes lahko izbirala, bi se odločila enako ali bi spremenila? Verjetno Kljub enako. temu, da ni enostavno, da je zahtevno, da je veliko odrekanja. V drugem poklicu se ne vidim. To ali bi pa mogoče se še bolj poglobila v glasbo, kaj drugega pa ne. Kako je težko usklajevati tvoj poklic in pa glasbo, bova povedala malo kasneje. Zdaj pa sprašujem naše gledalke, gledalce, oziroma ponujam 2 možnosti. Ali si je Klara izbrala poklic medicinska sestra ali pa učiteljica? Oba poklica sta nekako povezana z sodelovanjem z drugimi ljudmi in oba sta zelo zahtevna in od človeka seveda zahtevata tisto polno predanost. Vi se boste odločili, kateri odgovor je pravilen. Pod A smo rekli medicinska sestra, 090 936 125, po pisku pritisnete 4. Pod B učiteljica, 090 936 125, po pisku pritisnete 5. Izmed vseh pravilnih odgovorov bo naš računalnik ob koncu oddaje žrebal nekoga, ki bo dobil glasbeno nagrado, darilo ansambla Vihar, naših nocojšnjih osrednjih glasbenih gostov na sončni strani ulice. To je tale CD plošča, ki bo dobila novega lastnika, lastnico ob koncu oddaje. Naj mimogrede povem, to je že 3. CD plošča naših nocojšnjih gostov. Toliko, kar se tiče
tega nagradnega vprašanja. Jaz upam, da ne bo pretežko. Klara, ti si boš ta čas, ko jaz hitim do naslednjega mojega sogovornika, do Tomaža, odpela tale mikrofonček in se pridružila ansamblu. Torej, Tomaž, evo, zdaj sva midva tista, ki bova seveda povedala to, da ste zelo veseli, da je vaš koncert, ki ste ga pripravili nedolgo tega nazaj, uspel in da ste bili pravzaprav presenečeni, da je dvorana bila premajhna za vse tiste, ki bi želeli biti takrat z vami. Ja, to je pravzaprav na tako lepo priznanje, darilo za ves trud in igranje v naših koncih. Res, zadnji dan je bila že razprodana do zadnjega stola, tako da je bilo veliko veselja. Čeprav na začetku ni kazalo tako, ne? Na začetku prve 3 tedna ni kazalo tako, potem pa kar naenkrat. Ste grizli nokte, ne? Ja, nismo pričakovali toliko ljudi, Ja, no, ja. potem se pa zadnji teden se je pa vsulo Fajn, kar ne, naenkrat fajn, ja. in bilo je res zanimivo. To je seveda bil koncert ob promociji vaše 3. CD plošče, ne, na katero ste prav tako ponosni, ne. Danes vemo, da je izdat CD ploščo tudi kar en finančni zalogaj, ne? Ja, 3. po vrsti, čeprav smo to nekako, se mi zdi, da hitreje pa lažje ustvarili kot se prejšnje. Zdaj imamo pa samo 2 leti čas, da ustvarimo novo CD ploščo 4. po vrsti, kajti imamo 10. obletnico, čez dobre 2 To leti. pa mora biti, ne? Tu pa nimamo se zdaj nič zapogajati, ne? Pa kalkulirati zadeve, ampak ko si rekel, mogoče laže kot tisti prvi 2, ne? Tudi verjetno zaradi tega, kajti zdaj ste nekako že se uveljavili na tej glasbeni poti, imate neko ime, ste prepoznavni, ljudje radi poslušajo vaše viže, ne? In prepevajo z vami v dvorani, kot smo slišali na koncertu. Ja, lažje je in če dalje bo lažje in tudi neki znanje je že pravzaprav ni tako problem ustvarjati viže kot na začetku. Zdaj, ko ustvarjate te nove zadeve, se še vedno držite tistih starih glasbenih prijateljev, tistih starih ustvarjalcev, kar se tiče pisanja besedil in pa seveda glasbe, kako imate to poštimano? Še vedno Romana Cafuta preskoča na pomoč, še vedno Brane Klavžar. Nekako smo se jih navadili, to ekipo, ki delamo od samega začetka, prav je, da nam tudi svetujejo, nekako lažje in pravilno delamo. In vas usmerjajo kljub temu, da ste že na pravi poti, to ste dokazali svojim glasbenim delovanjem. Če smo zdaj pripravljeni, pa mislim, da smo, ne, za vašo drugo skladbo, potem ni drugega, kot da rečem samo izvolite. Na sončni strani ulice je Maurica doma in veter parku rožnatem smetulji se igra. Na sončni strani ulice se vedno sliši smeh, tam se dlani prepletajo in se iskri v očeh. Na sončni strani ulice, ko stanje drevored, je kot nevesta na pomlad cvetove bele ujet. Na sončni strani ulice poljub je bolj sladak, kot da bi čas ustavil se, tam vedno je pomlad. Morda pa le sem sanjala, saj take ulice sploh ni, a jaz nekoč jo našla bom, srce mi govori. Saj sonca je za vse dovolj, če ga v dlani ujeti znaš, in ko ti najbolj je lepo, še malo drugim daš. Na sončni strani ulice je Maurica doma in veter parku rožnatem smetulji se igra. Na sončni strani ulice se
najljubši smih. Tam se dlani preplitajo in se iskri v očih. Morda pa le sem sanjala, saj take ulice sploh ni. A jaz nekoč jo našla bom, srce mi govori. Saj sonca je za vse dovolj, če ga v dlani ujeti znaš. In ko ti najbolj je lepo, še malo drugim daš. Saj sonca je za vse dovolj, če ga v dlani ujeti znaš. In ko ti najbolj je lepo, še malo drugim daš. In ko ti najbolj je lepo, še malo drugim daš. Ja, Klara že hiti k meni, ponovno tukaj k moji mizi. Vi pa mi dovolite, da vas zdaj povabim na eno imenitno glasbeno prireditev, in sicer Društvo Rejnic Celjske regije vabi vse ljudi dobrega srca na 9. dobrodelni koncert Srce, sonce, morje. V nedeljo 30. marca ob 16. uri v športni dvorani osnovne šole Blaža Kocena Ponikva pri Šentjurju se bo zgodil tale glasbeni dogodek, na katerem bodo nastopili ansambel Vikend, ansambel Ta pravi faloti, Navihanke, skupina Mjav, Mladi upi, šentjurski muzikanti, okajeni muzikanti, slovenski zvoki, godba ljubečna, vrtec Ponikva in otroška folklorna skupina Kut Trta Dolga Gora. Povezovalec in humorist bo Klobasekov Pepi. Vstopnice po 8 evrov, pa so že v prodaji, lahko jih dobite v osnovni šoli Blaža Kocena Ponikva pri Šentjurju, župnišče Ponikva, kmetijska trgovina Ponikva, recepcija hotela Žonta Šentjur, trgovina Jager Šmarje pri Jelšah in 1 uro pred koncertom. Otroci do 10 let starosti pa imajo seveda prost vstop. Izkupiček od koncerta je namenjen letovanju rejniških otrok. Tudi vi bi morali nastopiti, ampak žal zaradi drugih obveznosti ne gre. Včasih je pač tako, da je kar težko uskladiti vse zadeve. Ko sva se prej pogovarjala, sem rekel, da bova v nadaljevanju povedala tudi to, kako ti usklajuješ službo in pa to drugo veliko ljubezen, glasbo, ne. Nastopi so ponavadi zvečer, popoldan, sobote, nedelje, petki, ne, v večernih urah, skratka različni termini. Velikokrat pa si ob teh terminih tudi v službi, ne. Res je, ja, težko je včasih. Te razumevajo? Mislim, me imaš razumevanje? Ja, zelo, punce me zelo podpirajo. Tudi lahko se zanesem na njih za kako menjavo, da mi menjajo, je pa tako, ti si meni, zdaj bom pa jaz tebi, ne. Ja, je potem treba absolutno vrniti in biti fair, ne. Ja, ni pa enostavno, ne, ni pa enostavno to usklajevati, mnogi ne vedo, da je ta zadeva kar, bi rekel, zahtevna v tem smislu, kajti v službi je težko reči, sploh v današnjih časih. Ne smeš? Ja, ne smeš reči, ne bom, ali pa biti kar naprej nekje druge angažiran, in če ni tistega razumevanja, potem je to kar težko. Ampak kljub temu vztraja že koliko let pri tej tvoji glasbeni dejavnosti? Ja, v bistvu od samega začetka sem pri ansamblu Vihar, tako da zdaj že 8. leto se nam bo začelo, sem kar pridna, no. Pa tudi punce seveda, da me podpirajo in razumevajo. To je zelo lepo, ne. In na začetku, oziroma uvod v nocojšnje druženje smo slišali en krasen valček, zdajle smo slišali vašo naslovno skladbo Na sončni strani ulice. In kot pevka, kaj ti je bolj všeč? Nežne melodije, valčki, poskočne polke? Kakšna si po naravi? Skrivaš kaj v sebi tiste
bi rekel, navihanosti, poskočnosti, ne. Ko te gledamo takole na odru, ne, mi deluješ bolj kot tako nežno bitje, ne. Jaz sem zelo nežna. Ja, okej. Sem pa tudi včasih manj nežna. Razigrana, poskočna, ne, tako. kar je seveda prav, ne, glasba Vsega je takšna povalim. in drugačna in ko te spremljamo pri tvojih nastopih, moram reči, vsaj tak je moj občutek, ne, da se zelo uživiš v tisto besedilo, pa tudi v glasbo, ki jo želi seveda predati poslušalcem, gledalcem. To je res predvsem valjčki, no. Valjčki so mi ponavadi bolj kot nepisani na kožo. Zelo pomembno mi je vedno pri vsaki pesmi besedilo, skoraj bolj kot melodija, čeprav vemo, da če ni dobre melodije, tudi dobro besedilo ne pride do izraza. Ampak še vedno imam bolj pri srcu besedila, kakor melodije, no. Tako da zato vsa ta poglobljenost in tako naprej. Del vašega koncerta ste namenili materam, ne? Saj je bil to nekako v tem času praznovanja materinskega dne in doživeli ste kar ene ganljive trenutke, ne? Takrat je tudi tistim na odru zelo težko, ne? Saj smo vsi ljudje živi, krvavi pod kožo in občutimo tudi tisto, kar čutijo tisti poslušalci, gledalci v dvorani, ne? In potem je kar težko odpeti do konca, odigrati do konca, ne? Če vidiš, da so ganjeni tisti, ki vas spremljajo, ne? Res je, ko sem videla, da so si začeli pri prvi pesmi že bolj kot ne večina robčki solze brisati, sem sam gor pogledala, ne smeš, do konca moraš zvoziti, ker pa je bilo prejšnji dan na generalki, ne vem, neka čustva so me oblila, seveda, kot spet je tukaj besedilo, ki ga pa jaz še toliko bolj, ne vem, k sebi jemljem in ga, ne vem, razumem in si ga razčlenim najprej, kako odpeti, tudi kaj pomeni in potem je to čisto drugače čutiš, no, tudi ko ven spraviš in seveda maksimalno daš v to, da tudi gledalci oziroma poslušalci začutijo direkt isto besedilo, kaj hočeš povedati, no, z njim. In ko je bil ta venček čez, se mi je zdel, da se mi tak velik kamen odvalil, da je pa zdaj v bistvu koncerta že skoraj konec, da je vse hudo za mano, no. So pa verjetno to lepi občutki, ne, če daš mnogo sebe ljudem, ki te pridejo gledati, poslušati. In to čutijo. Ja, in ko smo se pred oddajo pogovarjali, sem rekel jaz, moje mišljenje je pač tudi takšno, da je to seveda tudi dobra poputnica za v prihodnje, ne, sploh za 10. obletnico, ni nobenega dvoma, da takrat ne bi bila katerokoli dvorano si boste pač izbrali polna in da ne bi ljudje doma odhajali dobrih občutkov pa rekli, to je to, po kar smo prišli, lep dan, popoldne, večer smo preživeli v družbi naših prijateljev, ki vas, vem, zagotovo poslušajo tudi takrat, ko vas ne vidijo v živo, ne. Zato so tele CD plošče in podobna tehnika, da vas ljudje lahko spremljajo tudi drugače. Zdajle bom podaril eno krasno skladbo vsem tistim, ki ste nam že kar nekaj časa pisali, da nismo izpolnili nobene glasbene želje v naših četrtkovih podoknicah. Res je, kadar imamo preveč zasedeno oddajo z našimi glasbenimi gosti, potem takrat te glasbene želje ne pridejo seveda na vrsto, jih pa bomo z veseljem vsaj 2 danes izpolnili in sicer zdajle prva je na vrsti Tanja Žagar in ansambel Spev, minili sta že leti 2, klasna skladbica in predlagam, da jim kar prisluhnemo. Minili sta že leti 2, odkar sva se spoznala, so cvetile rožice, ko sem srce mu dala. A zdaj, ko ves je vcvetil maj, ostala spet sem sama. Odšel je fant moj v tuji kraj, ne bo ga več nazaj. Kje so zdaj tiste gladke stezice, ki so vodile tja med svetlice?
ki so zdaj tiste rožice bele, ki sva jih nabirala, ko sva ljubila se. Jesen je zdaj in megla je vse travnike zakrila, kjer sva se sprehajala, se prvič poljubila. Le malo še in beli sneg zametel bo planjave, pokril z odejo bo se vprek še najine poti. Ki so zdaj tiste gladke stezice, ki so vodile tja med cvetlice, ki so zdaj tiste rožice bele, ki sva jih nabirala, ko sva ljubila se. Takole, predno si privoščimo drugo glasbeno željo, bova s Klaro še mečkano se sprehodila po tvoji glasbeni zgodovini. Leta hitro tečejo, veliko stvari se je v teh letih zgodilo, 2 leti smo prej ugotavljali še do vaše 10. obletnice. Kakšni so danes tvoji občutki, ko ste takrat kot res zelo, zelo mladi glasbeniki stopili skupaj, začeli ustvarjati? Ste si predstavljali, da bo pot takšna, kot je bila? Definitivno ne. Bilo je tudi tako, da nismo v bistvu sploh ne pričakovali. Delali smo za sebe, vsak je nekaj znal, vsaka pesem ti je bila, ne vem, izziv, kak je boš, ne vem, fantje odigrali, kak je bom jaz odpela, kak bomo skup zazveneli. Potem pa eno pesem skup smo v bistvu ustvarili, no, seveda z našim mentorjem, z Branetom, Klavžarjem in Romano Cafutom in tako naprej. Potem prvo nagrado, ko si sploh ne predstavljaš, narod te sprejme, te želi, na čestitkah slišiš svoj komad, ob nedeljah, ko južno ješ, ni bilo lepšega občutka, no. In zdaj res smo lahko hvaležni med vso to poplavo ansamblo. Se mi zdi, da smo eno stopničko višje, ne v višavah, ne daleč od tega, ne najboljši, ampak da se malenkost razlikujemo in da ljudje tudi lahko rečejo, aha, ti so mi pa znani, da smo prepoznavni, no, predvsem to. Samosvojstveni, bi lahko rekel temu, imate svoj stil, prepoznaven zvok, tako instrumentalistov kot tudi tebe kot vokalistke. Včasih, ko ste začenjali, se mi zdi, je vsako besedilo je prišlo prav, ste bili ponosni, da je nekdo napisal besedilo za vas. Je danes kaj drugače? Kaj izbirate? Ti kot rekla si prej, da so ti zelo pomembna besedila, a daš daj kakšno besedilo mečkano na stran, pa rečeš, dajmo še kaj druga pogledati? Ali gre kar to lepo po vrsti in se složno odločite, kaj bote? Ne, v bistvu fantje velikokrat mi prepustijo, ti še preber, ko res ne tista ponavadi, ko pač premlejem vsako besedo. Se je že zgodilo, da smo dali kako mat na stran, naprimer naša zelo odmevna, če lahko rečem uspešnica, ne primerjam z njo, je pri nas bila skrita skoraj 2 leti. In nismo vedeli v bistvu, da
skrivamo eno tako lepo pesem in res je zorela in kasneje dozorela in je res z njo smo naredili tisto stopničko. Ja, saj velikokrat se zgodi tako, da potem seveda poslušalci, gledalci, vaši ljubitelji vaše glasbe potem nekako določijo, katera skladba je hit. Sej ni neke formule, da bi že, ko jo pripraviš, rekel, tale zadeva pa bo. Je še kakšna taka na vašem repertoarju, ki vas je presenetila, za katero ste mislili, da mogoče ne bo tako uspešna, kot se je kasneje pokazalo? Mene osebno je zelo presenetila polka Še čakam te. To je v bistvu čist ena navadna polka Braneta Klavžarja in Branka Zupanca. Moram preveriti, da kaj ne ušpičim. Čist nepričakovana, taka Klavžarjeva, ritem njegov, hitra, fina. Ta je mene osebno zelo presenetila, z njo smo se tudi predstavili na Slovenska polka Valček, leta, ne vem, 4 že nazaj, nekaj takega. 10? 20, 4 leta nazaj. 20, ne 10 let nazaj, če šele 10. obletnica bo, ja. Tako da ta pa seveda še drug naš Valček, tak zelo odmeven, dobro mi gre, ki ga je spisala Romana Cafuta v celoti. No, na novi CD, ki se pa tudi zelo lepo... Se mi zdi, da ta Valček, če se mečkano staviva pri njem, se mi zdi prav, da ga posebej omeniva, je en tak Valček, ki je tebi kot pevki pisan na kožo. Ja, definitivno. In ljudje, ko ga slišijo, ali pa jo slišijo to skladbo, potem oni požirajo. Velikokrat, ja. Se mi zdi, da je takšna reakcija v dvorani. Si že, ko sva zdaj, ko ugotavljava, takrat, ko ustvarjate, pa potem kaj seveda čas prinese, si že za ta Valček oziroma za to melodijo že takrat slutila, da bi znala biti ena takšna, ki bo prišla ljudem do srca? V bistvu ne, ker najprej, ko smo tako komad izvedli, to je bilo, mislim, da prvič na Vrbrškem festivalu, kjer smo potem tudi nagrado dobili po strokovni plati, je bilo vedno tako, da je strokovna tista komisija to poslušala, to so pač 3-4 našpičeni parov ušes in to je to, oni zbirajo, kasneje šele potem publika. In besedilo je dokaj težko in marsikdo ga ni dojel niti še zdaj po ne vem tokem času. In vem, da kasneje je šele prišel ta komad v bistvu do ljudi, da so pogruntali, o čem sploh komad gre, predvsem pa kasneje, ko smo videospot posneli, ker je res dobro ponazorjeno, o čem komad sploh gre. Če dodava samo še piko na i, pomembno je tudi, kako je komad zapet. Tudi to je res, ja. In če je to narejeno tako, kot se šika, potem je seveda to bingo. Kar dobro nama gre, veš. In zdaj le bo dobro šlo vsem nam, predvsem pa vam, drage in dragi, kajti zdaj le poklanjam drugi videospot oziroma izpolnjujem drugo glasbeno željo nocoj. To so Veseli Dolenjci, mladi glasbeniki, ki osvajajo srca mladih in starih. Nocoj bodo to storili skladbo Povej dekle. Zakaj mi puščaš drobne laži? Vem, dekle, da to je slovo, da nič več nazaj te ne bo. Povej, dekle, si srečna zdaj, si pri njem našla svoj raj, tudi če prazen bo dom, jaz vedno ljubil te bom.
si šla kot ptica na jug, a meni ostal je zadnji poljub. Izginile so mi sanja se, ker drugi zdaj greje tvoje srce. Povej, dekle, si srečna zdaj, si pri njem našla svoj raj. Tudi če prazen bo dom, jaz vedno ljubil te bom. In vem, da si šla kot ptica na jug, a meni ostal je zadnji poljub. Izginile so mi sanja se, ker drugi zdaj greje tvoje srce. Zdaj greje tvoje srce. Takole. In zdaj je na vrsti naš darilni kotiček, nocoj zadnjič z nami frizerstvo, kako si rekla? Emas, ja? A poznaš to? Ne, ne poznaš. Videla si, kaj piše tam na scenariju. Ja, frizerstvo Emas, ki se predstavlja nocoj že četrtič in predlagam, da pozorno pogledate tale predstavitveni filmček in potem, tako kot vsak teden, sledi nagradno vprašanje. Frizerstvo Emas se nahaja na Mariborski 86 v Celju. V moderno urejenem salonu nudijo celovite frizerske storitve za moške, ženske in otroke. Od striženja, svetovanja, barvanja do podaljševanja las, urejanja pričes za posebne priložnosti, kot so maturantski plesi, poroke, birme, obhajila in drugo. Poseben poudarek dajejo negi las in lasišča. Poleg masaže lasišča se lahko sprostite na masažnem umivalniku. Najmlajše otroke pa ob striženju razveselijo z gledanjem risank. Nudijo tudi prodajo lastne kozmetike Schwarzkopf, šampone, gele in styling za moške in ženske. Privoščite sebi le najboljše. Obiščite frizerstvo Emas. Frizerstvo Emas, ki bo z velikim veseljem, sem trdno prepričan, tudi moji nocojšnji sogovornici, uredil kakšno krasno pričesko za kakšno posebno priložnost. Slišali smo, da urejajo posebne pričeske za posebne priložnosti, poleg tega, da nudijo seveda tudi moško, otroško in pa ženske frizerske storitve. In danes, kaj vas naj danes vprašam, nič težkega, da vas ne bom preveč mučil. Povejte mi samo to, če imajo celovito ponudbo frizerskih storitev za oba spola in tudi za najmlajše. In če še ponovim enkrat njihovo lokacijo, jaz sem že zdaj nocoj že četrtek jih predstavljam in lahko povem, da če zdaj močno skočim in če tale plošča ne zdrži, padem točno v frizerstvo Emas, torej nahajajo se pod našim studijem, se pravi v nekdani poslovni stavbi tovarne Emo, kjer se nahajajo tudi naši prostori, tukaj le na Vogalo, jih lahko seveda
obiščete in si privoščite nekaj kvalitetnega zase. In jaz sem trdno prepričan, da ko jih boste enkrat obiskali, boste hodili k njim tudi v prihodnje, kajti mnogi so zadovoljni z njihovimi frizerskimi storitvami. Poleg tega pa smo slišali tudi ponujajo tudi prodajo lastne kozmetike Schwarzkopf, tako da je njihova ponudba res kompleksna, takšna kot mora biti. Imamo koga na telefonski zvezi, ne, pravijo mi, da ni še nihče poklical na našo telefonsko številko 090 93 61 22. Danes vas ne bom mučil z nekimi groznimi nagradnimi vprašanji, čisto enostavno bomo opravili. Naj pa povem, da bo nagrada za pravilno odgovor urejanje ženske, torej strokovno se temu reče fen frizura, ne? Fen frizuro vam poklanjamo za pravilno odgovor in jaz verjamem, da nas bo čez nekaj trenutkov poklicala kakšna gledalka in to se je res zgodilo. Dober večer želim. Dober večer, jaz bi pa za ansambl Vihar na to vprašanje odgovorila. Za ansambl Vihar bi odgovorili. Jaz sicer zdaj nekaj sprašujem, nekaj drugega. Kaj pa bi vi odgovorili za Klaro? Zdaj pa se je tale naša gledalka žal poslovila, ne? Verjetno je želela odgovoriti, kaj je Klara po poklicu. Ja, mi pravijo, mi daš tale mikrofonček, fantje, da nekaj ni v redu s tem mojim mikrofonom, pa bomo uporabili drugo tehniko. Torej, pričakujem odgovor na zastavljeno vprašanje, ali v frizerstvo EMAS ponujajo tudi frizerske storitve za ženske, moške in za otroke. Dober večer. Dober večer, iz Rogaške. Frizerski salon ponuja za otroško, žensko in moško frizerstvo vse kompletno. Vse kompletno in še marsikaj drugega, ne? Lahko se sprostite na masažnem umivalnem stolu, poseben poudarek dajajo negi las in lasišča. Skratka, če sem kaj pozabil povedati, bodo prav gotovo dodali, ko jih boste obiskali in vam svetovali vse tisto, kar je pač potrebno. Pravilno ste odgovorili, vaš odgovor je zdaj že nagrajen z nagrado, kot sem rekel, fen frizura. Po potrdilu se boste oglasili na naše uredništvo in potem kar tukaj spodaj v frizerski salon EMAS. Hvala lepa. Hvala lepa, lahko noč. Hvala lepa, lahko noč. Jelovica. Celostna storitev od svetovanja do vzdrževanja. Obiščite nas v poslovni enoti v Celju na Mariborske 91 in se prepričate o naši bogati ponudbi lesenih oken, vhodnih in notranjih vrat ter drugih dodatkov. Nudimo tudi montažo in vzdrževanje. Jelovica, ker si vaš dom zasluži najboljše. Za lepši pogled v nov dan obiščite Optiko Tržan. V njej boste lahko izbirali med modnimi korekcijskimi okviri, stekli vrhunskih proizvajalcev, sončnimi očali ter kontaktnimi lečami in čistili. Pri njih se lahko naročite tudi na strokovni pregled vida za očala in kontaktne leče. Pri nakupu očal vam bodo svetovali in jih izdelali s sodobnimi aparaturami. Optika Tržan, Mariborska cesta 54, Celje. Gorenje gostinstvo je največje gostinsko podjetje v Savinjsko-Šaleški regiji. S pomočjo izkušenj in znanja, razvojnih investicij ter stalno rastočega ugleda je nastalo podjetje, ki danes lahko na trgu ponudi kakršnokoli gostinsko storitev. Ponašajo se z odlično ponudbo hrane in pripravo malic tudi za podjetja in njihove zaposlene. Sklenitev pogodbe za preskrbo z malicami pa poteka hitro in enostavno. Za več informacij obiščite spletno stran www.gorenjegostinstvo.si in se prepričajte o njihovi odlični ponudbi in kvaliteti. Po
Porsche Casco za samo €1 na mesec. Brezplačne zimske pnevmatike. S prihranki do €5000. V izjemni Seatovi akciji Los Cequinos. Seat. Prijazni, strokovni, ustrežljivi, ugodni. Roso, pooblaščeni serviser za vozila Fiat. Dobrodošli v Skaletovi 13 Celje. Avtohiša Roso z vami že več kot 20 let. Roso, kjer je doma kakovost. Steklarstvo Majoranc ponuja vse vrste PVC in alostavbnega pohištva, zimske vrtove, vhodna in garažna vrata iz kakovostnega materiala nemškega proizvajalca, izdelava poteka s CNC tehnologijo, proizvaja vse vrste termopan stekla polnjenega s plinom, steklo tudi brusijo, gravirajo in peskajo, po vaši želji izdelajo vitražna stekla ter fuzije za notranje interjere. Nudijo 10 let garancije na vse izdelke. Vabljeni v razstavni prostor na sedež podjetja v Šentjur. Tradicija, kakovost, varčnost. Steklarstvo Majoranc. Daj priše, bo za te sveta da te upanje ne zapusti, ne zaspi, ko jutro te zbudi to SGP Čepin d.o.o. vam nudi izdelavo strojnih estrihov, industrijskih tlakov, ometov in fasad. Tradicija in kakovost z roko v roki. SGP Čepin d.o.o. Kemoplast, svet talnih oblog. Obiščite razstavno-prodajna salona v Šentjurju in Velenju. Pripravili so vam ponudbo svetovno znanih proizvajalcev talnih oblog. Njihova ponudba obsega parkete, laminate, vinilne plošče, preproge. V zalogo so prispeli novi dizajni vinilnih plošč, namenjenih za razne stanovanjske in poslovne prostore. Na vašo željo vam strokovno svetujejo, vse talne obloge vam lahko tudi vgradijo, tako pri obnovah kot pri novogradnjah. Veseli bodo vašega obiska v salonih, kjer vam bodo konkretno svetovali in pripravili ponudbo za stanovanjske ali poslovne prostore. Več informacij boste dobili tudi na njihovi spletni strani www.kemoplast.si. Navihanke, Dixi Polka, Polka punce, Dedkova ura, zapeljivke, prvi je prvi. To so 3 nocojšnji predlogi za vižo tedna, za vižo meseca. So pete grozno vse po vrst srbele, odele smo že minjati lokal. Je brez veze, da bi cel večer sedele, zaprav sobotno noč bi bil škandal. Če nisi polka, ne zdrami polka. Pol pa adijo, doma ne spijo. Nikdar pa ne pozabi na uro, dobri dedek naš. Jo vsak večer navije, da vedno kaže točen čas. In ko se v zgodnjem jutru naš dragi dedek prebudi, prijazen glas iz ure ga vedno razvedri. Le prvi je prvi, so drugo laži. Za puste večere, samotne noči, prebudil si v meni dekliške želje. Po ustnicah
090 936 125, popisko 1, 2 ali 3 za prvi, drugi ali tretji predlog. Izmed vseh, ki boste glasovali za katerikoli predlog, bo ob koncu računalnik izžrebo nekoga, ki dobi glasbeno nagrado. Nocoj je to darilo glasbenih gostov, ki so bili še v letošnji sezoni pri nas v gosteh, Klapovuhi in CD plošča z naslovom Kurent in Klapovuh. Ja, kako hitro čas beži, ne? Sej, ni dolgo tega, ko so imeli kurenti glavno besedo, ne? Ja. Mesec februar je zdaj že mimo. Pravzaprav letošnji pust je tako bil v tem mesecu, od katerega se nocoj, kar se četrtkove podoknice tiče, poslavljamo. Potem imenitni prazniki, med drugim tudi vaše praznovanje, ne, izdaja CD plošče, skratka, lep mesec marec je za nami, ne? Ko gledate zdaj naprej, ne, težko je nekaj, oziroma drugače bom rekel, ne, ko nekaj pripravljate, je vse osredotočeno na ta dogodek. Ne. Vsi ste nastrpni, polni pričakovanj takšnih in drugačnih, ne veste sami točno, kaj se bo izcimilo iz tega, če bo vse tako, kot mora biti. To vse samo zaradi tega, kaj ti želite zadovoljiti tiste, ki jih povabite na vaš glasbeni dogodek. In ko je tega konec, ne, ni nič pauze. Ne. Se gre kar z nekim, bi rekel, tempom naprej v naslednje te projekte. Tako, kaj vas tako. zdaj čaka v bližnji prihodnosti? Zdaj v zelo bližnji prihodnosti bomo posneli videospot naše najnovejše polke, no bolj kot ne. Nocoj bom z drugim zaplesala, ki je tudi na tem našem novem CD-ju. Potem pa že mislim, da april je tu, kar pomeni konec aprila in maj in junij in julij začne se glavna sezona veselic in porok, katerih pa je ogromno zopet to leto. Ja, kar se tebe tiče, kako bo potekala letošnja sezona? Zanimivo vprašanje, še sama ne vem. Še sama ne veš, ne? Približno, no. Ampak dobro, ok, zdaj, če že mečkano rečeva, ne, nekaj časa bo še prisotna v ansamblu, potem odhajam na zaslužen počitek. Na zaslužen počitek, ja. In lahko že danes nekako poveš, da se boš vrnila? Ja, ja. Ker sprašujem to zaradi tega, kajti kar nekaj pevk oziroma glasbenic je takšnih, ko jih življenje nekako okupira z drugimi stvarmi, potem včasih težko najdejo pot nazaj k glasbi, ne? Kako ti danes gledaš na to zadevo? Ja, danes lahko z zagotovostjo trdim, da se bom vrnila. Kaj pa bo, pa ne vem. To je seveda vesela novica za tiste, ki vas radi poslušajo, ne? Ker bi bili kar malo žalostni, ne? Če Klare ne bi bilo. Oziroma, zdaj bojo pač mogli potrpeti nekaj časa, ko te ne bo. Bom izvedel zdaj, če fantje pripravljajo kakšno zamenjavo za ta čas ali kaj podobnega, ali se bodo šli kar trio, tako po domače, k tebi se prav malo vrnem. No in to me res zdaj iz prve roke zanima. Se nisva veliko zdaj izdala nekih skrivnosti, ki pravzaprav niso več skrivnosti, ampak malo pa je že to za vaše ljubitelje oziroma za ljubitelje vaše glasbe zanimivo. Ja. Kaj bo potekalo tisti čas, ko Klare ne bo z vami? Ste se že kaj pogovarjali? Na polno bomo špilali. Na polno boste špilali. A si boste privoščili kakšno zamenjavo? Ja, moramo. Morate, ne? Ker imamo repertoar tudi tak narejen, da v bistvu imamo bolj na ženskem glavnem vokalu narejeno vse. Zdaj mi dva moramo razčistiti še eno zadevo, za katero si rekel, da nič ne bom razlagal zdaj na veliko, ker zadeva še ni tako daleč, ampak tako daleč pa je že, da lahko mečkano poveva, da se ti poleg tega, da igraš v ansamblu, ukvarjaš tudi z drugimi zadevami, da celo izdeluješ inštrumente. Kaj počneš? Ja, v bistvu brenkala izdelujem. No. In kako daleč je ta zadeva? Ja, tole na primer je moj izdelek. Pa domači delavnice. Si tudi po naravi drugače zelo skromen fant, ne?
Ne bova nič govorila, ker še ni tako daleč, ampak tale izdelek je tvoje izdelave, ne, tale kitara. To bo za hobi še. Čisto za hobi, ki pa bo verjetno prešel te meje hobija. Ne. Ni pa enostavno, ne, če se lotiš takšnega dela. Potrebno je poznati dosti tehnologije takšne in drugačne, ne? Ja, v bistvu to je. Že od izbire lesa do ne vem, vseh drugih strokovnih zadev, da potem kot izdelek, inštrument zveni tako, kot bi naj zvenel. Ne? Tako. Ne, vemo, da so zelo zahtevna izdelave inštrumentov so violine, ne? Za tiste vrhunske res izbirajo les, ki mora imeti, ne vem, ker mora biti. Pravzaprav, že najprej je zelo pomembno, kje raste, ne? Tako. In koliko je star, in kako je obdelan, predno sploh pride do mize, tam, kjer se ta les obdela. Je pri teh inštrumentih tvojih, ki jih izdeluješ? Isti sistem. Isti sistem je vse. Po kakšnem ključu izbiraš materiale? Izbiraš naše, domače, slovenske, vemo, da je zdaj v zadnjem času zelo aktualna zadeva, kar se tiče lesne industrije, našega lesa, ki odhaja v tujino in ga potem tam obdeluje in predeluje. Dobro, to je sicer druga zvrst, ampak tu nekje pa smo. Pri nam je zelo problem tak les kupiti, ker se noben s tem ne ukvarja, ne, in ni takega lesa v bistvu na zalogi, ne. Tako da jaz imam les v bistvu ves iz uvoza. Imaš kakšnega svojega idola, kakšnega mentorja, ki te usmerja, ki ti da kakšen nasvet? To so zahtevne zadeve. Pač izdelovalca violin. Tako. Jaz sem v bistvu za diplomsko nalogo sem izdelal tudi violino, ko mi je on zelo veliko. Jaz imam eno veliko željo, ne? Zdaj ne vem, če bi mi jo ti lahko izpolnil, ne? Jaz tudi, da bi mi naredil eno takšno kitaro, da bi sama igrala. Ja, tudi celo zmenila. Bo sama špilala. Ok, vredo. Vse se da. Vredo. Jaz ti želim tudi na tej tvoji drugi nekako glasbeni poti pri izdelovanju inštrumentov vse dobro in da bi bilo čim manj težav in čim več uspehov. Ja, hvala. Izvolite. In priča mi rada priznam, da si edini, ki svojo ljubezen mu da. Tvoja nevesta sem danes in žena ti bom. Hočem le tebe, družino in dom. Poročni dan naj bo kot Isak, ko bom bilom sam srečno rekla da. Moj poročni dan naj bo nasmejan, da ljubezen najina večno bo trajala. Moj poročni dan naj bo nasmejan, da ljubezen najina večno bo trajala. Sprejmi moj prstan največ od besed, ti povi, solz mi ne bri.
sliši, ker sreča storila jih je. Nežen poljub mi pred svati na ustnice daj. Za vse življenje sva združena zdaj. Moj poročni dan naj bo kot isan, ko bom binom sam srečna rekla da. Moj poročni dan naj bo nasmejan, da ljubezen najina večno bo trajala. Da ljubezen najina večno bo trajala. Dekle, zakaj tajiš, da sama ti ležiš? Na slamci se pozna, da sta ležala dva. Kera dva? Ni dva. Sva ležala. Jaz sem danes v taki formi, da še eno zasekiva. No te pa še dajma za eno. Na slamci se pozna, da sta ležala dva. Jaz pa ti, pa Ni dva. Ja, vidi, to zdaj so bile dve, ena je bila valcar, ena je bila pa pojka. Fajne so, no, daj še eno. Še eno. Ja, zdaj sem se glih fajn zagrel. Zdaj pa to je pa, kak se reče, to je pa, to ti begin, ali kak se reče, no to ti je ritem. Slamci se pozna, da sta ležala dva. Seveda. To boš, da nehama, da ne bo kjer hin. Ja, tako. Da sam je fajn ta ritem. No, daj še enkrat. Na slamci se pozna, da sta ležala dva. Jaz pa ti. Sam veš, koliko se tam na slamci točno ve, ki si ti ležal, ki pa jaz. Jezu, ne bi jaz. Tam je... Tam je, veš, dvakrat večja luknja, ko tam, ko sem jaz ležal. Ja, boš, ja. Ker, ljudi moji, če vam lahko povem, kovo srečo imamo mi. Zdaj je to naš olimpijski komitej si zmislil, ko so to na tetih olimpijadih gledali, da bi mi v Sloveniji tudi lahko imeli, kovo rečemo, teto bob stezo. Sem rekel, ljudi moji, ni nobenega problema, imam specialni predlog. Lejte, Mihača damo na smuče, tam, ko boste določili, ki bi rad imeli teto progo, ga duel porinemo, ko bo djeda fliknal, imamo takoj prvo bob stezo v Sloveniji. To bi, ja ti bi, ja. Sam to so vse take grozne, pa veš, da mi je malo tvoj predvojn zgrata. Samo, če bi toliko bob stezo, da bi pol jaz to naredil, to bi bila preširoka, bi jih metalo, vsem pa ta, veš. Te sem ti reč, veš, da mi je malo tvoj predgrata, da sem se nečink malo za Švico, jaz. Jaz, zdaj Švica zdaj? Ja, malo, tako, zdaj te mi jaz povedal, zdaj, če človek Švica, takrat, ko juhu je, veš, ko je te? Jo, tedi meni tudi preteče. Te? Ja. No, to je v redi. Če takrat švicaš, ko juhu ješ, te veš, da si zdrav. Fajn, to pa tako. Super. Ja. Če pa švicaš, ko juhe ne ješ, ne? Ja. Veš, ko pa takrat? Takrat si pa bolan, pa če tablete ješ, ne? Ja. Pa da švicaš pa tableta. Rečemo, da se to tako zgodi, če jaz tableto poježerem, pa mi švicu van ureže, pol ni to dober. Bolan. To si bolan, 100%. Redi si bom jaz to zapavno. Če švicaš, ko si star. Ja, to ja, samo... Ko je poj? Ja. Poj seksaš, ja. A pa bi pa drugače rekel, če seksaš pa švicaš, ko je da si pa star, je pa tako smo na istem, ne? Ja, mi je tudi topel, mi tudi kdaj ven rukne, ja.
Ja, čakaj, zdaj pa še pa moram vprašati tole. Ko pa, ko greš delat, kaj, recimo, da greš drve sekat, takrat tudi švicaš? Švicam, tedi mi pa kar lijete dol noter takle zmene po celem življenju. In veš, ko pa to pomeni, če takrat švicaš, ko delaš? Ne. Da si nor. Tako. Izgovore za vse imaš, nikdar motiti se ne daš. Pred televizorjem sediš, ves dan v ekran strmiš. Ni grozno dolg čas je s teboj, bi rada šla kam ven nocoj, a vse veselje mine me, kolena mrdne se. Nocoj pa z drugim bom na veselici zaplesala, kar kujaj se doma, ne bom na tebe več čakala. Saj nisi senca fanta, ki sem ga nekoč spoznala. Postal za peč, kar si nikjer ti para ni. Nocoj pa z drugim bom na veselici zaplesala, če kmalu se ne spremeniš, mu še srce bom dala. Mladosti moje konec ni, ob tebi je zaspala. Ko spet se prebudi, pa sam ostal boš ti. Mladosti moje konec ni, ob tebi je zaspala. Ko spet se prebudi, pa sam ostal boš ti. Zarajanje in plesti ni, ker leva noga te boli. Saj pil bi z družbo kakor jaz, a hripal je tvoj glas. Debate te razburijo, ker sile pametujejo. Je enkrat vroče, drugič mraz in vleče se ti čas. Nocoj pa z drugim bom na veselici zaplesala, kar kujaj se doma, ne bom na tebe več čakala. Saj nisi senca fanta, ki sem ga nekoč spoznala. Postal za peč, kar si nikjer ti para ni. Nocoj pa z drugim bom na veselici zaplesala, če kmalu se ne spremeniš, mu še srce bom dala. Mladosti moje konec ni, ob tebi je zaspala. Ko spet se prebudi, pa sam ostal boš ti. Ko spet se prebudi, pa sam ostal boš ti. Ja, danes smo kar zaposleli Klaro, ne, komaj polgaš skakati sem in tja, ne, ampak se ne bo hudega. Zdajle imamo seveda pred zadnji pogovor in zdaj pa že čas, da lahko poveva, kakšen poklic si izbrala, ne. Že prej si povedala, da če bi še enkrat izbirala, bi izbrala ravno ta poklic. Zakaj ti je tako všeč? Ne vem, ker sem stikom z ljudmi, ker rada pomagam nasploh in ker, ne vem, se dobro počutim v tem, no. Zdaj lahko že poveva, da si izbrala poklic medicinsko sestro. Tako je, ja. In v tem poklicu, ne samo v tem, ampak tudi v tem poklicu je seveda, če je človek predan, potem ta poklic zahteva celotnega človeka. Tu ni nekaj na pol, ne? Ne, Pa da se ti absolutno. ne ljubi, pa da se ti ne da, pa da ima slab dan, ne? Ne. Ampak skratka moraš biti predan tistemu, kar počenjaš, ne? In ko sem te prej vprašal, kako združuješ to glasbeno delovanje in poklic, še zdaleč ni enostavno, ne? Zelo naporno Ne samo je, ja. zato, da te zamenjajo na kakšni smeni, ne? Ampak tudi drugače. A kdaj povezuješ glasbo in pa seveda upravljanje tega tvojega poklica?
v tem smislu, da recimo ljudje smo pač taki, ne, če poslušamo kakšno prijetno glasbo, ne, potem smo hitro dobre volje, ne, lažje smo dobre volje, ne. A kdaj porabite to v bolnišnici? Veliko krat, sploh imam take moje pacijente v vsaki sobi. Te poznajo, te gledajo in te prepoznajo potem? Veliko ljudi me prepozna, pa tudi v vsaki sobi je ziher en radio. In starejši ljudje poslušajo eno in isto postajo, ne bom reklame delala. Vsi vedo, za kaj se gre. Tako da vedno z glasbo čas hitreje mine, tudi dobre volje si veliko bolj. A te kdaj prosijo, da bi tam kakšno zapela v sobi? Skozi. Pa se kdaj to zgodi? Posebej, če ima kdo rojsten dan. Takrat se zberemo. To je verjetno nek poseben dogodek za tiste, ne? Ja, da imaš rojsten dan, pa da si... Ni prav veliko tistih pacijentov, ki so deležni to vrstne pozornosti, ne, in si po mojem zapomnijo potem še dolgo. Tako je slabo, da si na rojsten dan v bolnišnici, ne? In smo se že s puncem parkrat zbrale in šle noter, ker tako vse najboljše za te, pa so bili zelo veseli. Ta poklic je seveda tudi takšen, da poleg tistega, kar pač upravljate, je zelo pomembna tista psihološka stran tega poklica, ne? Če ti znaš z ljudmi, z bolniki, je tudi tem bolnikom potem laže preživeti tiste dni, nekateri celo mesece ali pa še več, ne, v bolnišnici. To je, bi rekel, ena taka dobrina, na katero tisti, ki ne bi smeli, pozabljajo na njo. Zelo. Tukaj mislim na vodstvo recimo in na ostale inštitucije. Imamo prekratko oddajo, pa večer in noč, če bi debatirali o tem. Ampak to so pomembne zadeve. Če človek ni predan, če ne upravlja to z dušo in telesom, potem ni to, kar se od njega pričakuje. Absolutno, da ne. Ta poklic te res želi in moraš biti celoten, kompleten v tem. In z delom, in z pozitivnimi mislimi in odnosom, in seveda po psihološki strani ogromno, zelo močen biti ti. Seveda moraš na noge postaviti oziroma vsaj mišljenje mnogih, ki so v tem primeru na mojem oddelku, pa je kar težko. Mimo grede, na katerem oddelku? Na oddelku za žilno kirurgijo. Jaz upam, da se tam ne bova srečala, čeprav me je seveda življenje pripeljalo do tega, da sem se tudi sukal na teh oddelkih, ampak če dodava zdaj temu pogovoru samo piko na i, ni lepšega kot to, da človek, ki pač preživi tisti čas svojega življenja v bolnišnici, lahko reče, kot odhaja, tukaj na tem oddelku so pa zlate sestre. In to je seveda velika pohvala tudi za vas in verjetno spodbuda tudi za naprej. Absolutno, ja. V redu. Klara, hvala lepa. Jaz zdaj hitim še zadnjič k tvojim fantom. Peter je tisti, s katerim bova seveda dala nocoj sklepno besedo, čeprav Peter, kaj me tako prestrašeno gledaš? Je rekel, mene ne sprašuj ničesar, to mi vsi rečejo, ampak poglej, oddaja poteka v živo, kaj bo zdaj naredil, da boš tih tu? Lahko samo grem od zadaj. Ne, nič ne boš šel, vse ni nič tako hudega. Poglej, mi da vam morava zdaj reči še nekaj, kar se tiče teh vaših načrtov za letošnje leto, zdaj je CD zunaj, treba ga dobro spromovirati. Klara je že preomenila veliko špilov, verjetno zelo veliko igrate tudi na privatnih zabavah, ohceti in podobno. Največ je porok, seveda. Porok, ne? Takrat, ko igrate na porokah, pripravite tudi kakšen program? Pravzaprav mi gremo kar že zjutraj v doma, tako da smo cel dan. So še to tiste stare ohceti, ki okupirajo glasbenike, ne? Točno tako. Mi imamo na staren način. Kje jemljete to kondicijo? Ja, kondicija je kar potrebna. Ni enostavno, če pričneš zjutraj zgodaj, pa potem čez cel dan, in zvečer se pravzaprav šele vse dobro začne. Začne, ja, tako da. Moraš biti Kje nabirate to kondicijo? Pa vse je, kar gre, no. Gre. Imamo kak deci, pa je to to. Kak deci za dobro voljo in za moč, za korajžo. In jaz vam želim, da bi takšnih igranj, veselic, špilo imeli v letošnjem letu zelo veliko in da bi se tudi vi počutili fajn v tistih sredinah in da bi doma odhajali dobre volje, pa rekli, super je bilo, ne? In potem je to še lažje potem naslednjič iti. Točno tako, ja. Izvolite.
vračajo se k tebi spet, ki je najitih večer. In ti ne veš, da je zašla luna ljubezni z danico. Bitje srca več mi ne da, da bi še enkrat jokala. Ker ti ne veš, da več ne dam dneva in sonca za solzi. Le veter tih, miren sanjal, segel prijazno v dlan. Luna ljubezni z danico. Bitje srca več mi ne da, da bi še enkrat jokala. Ker ti ne veš, da več ne dam dneva in sonca za solzi. Le veter tih, miren sanjal, segel prijazno v dlan. Le veter tih, miren sanjal, segel prijazno v dlan. SGP Čepin d.o.o. vam nudi izdelavo strojnih estrihov, industrijskih tlakov, umetov in fasad. Že od leta 1985 svojo kvaliteto zadovoljujejo številne stranke. Leta 2007 so prejeli znak kakovosti v gradbeništvo za izvedbo cementnih estrihov. Storitve izvedejo kvalitetno, hitro in po konkurenčnih cenah. Tradicija in kakovost z roko v roki. SGP Čepin d.o.o. Steklarstvo Majorans ponuja vse vrste PVC in alostavbnega pohištva, zimske vrtove, vhodna in garažna vrata iz kakovostnega materiala nemškega proizvajalca, izdelava poteka s CNC tehnologijo, proizvaja vse vrste termopan stekla polnjenega s plinom, steklo tudi brusijo, gravirajo in peskajo, po vaši želji izdelajo vitražna stekla ter fuzije za notranje interjere. Nudijo 10 let garancije na vse izdelke. Vabljeni v razstavni prostor na sedež podjetja v Šentjur. Tradicija, kakovost, varčnost. Steklarstvo Majorans. Kemoplast, svet talnih oblog. Obiščite razstavno-prodajna salona v Šentjurju in Velenju. Pripravili so vam ponudbo svetovno znanih proizvajalcev talnih oblog. Njihova ponudba obsega parkete, laminate, vinilne plošče, preproge. V zalogo so prispeli novi dizajni vinilnih plošč, namenjenih za razne stanovanjske in poslovne prostore. Na vašo željo vam strokovno svetujejo, vse talne obloge vam lahko tudi vgradijo, tako pri obnovah kot pri novogradnjah. Veseli bodo vašega obiska v salonih, kjer vam bodo konkretno svetovali in pripravili ponudbo za stanovanjske ali poslovne prostore. Več informacij boste dobili tudi na njihovi spletni strani www.kemoplast.si.
Še kasko za samo €1 na mesec. Brezplačne zimske pnevmatike. S prihranki do €5000. V izjemni Seatovi akciji Los Cekinos. Seat. Avtohiša Rosso. Pridite, vidite in preizkusite vozilo po vašem okusu. Začnite uživati v vožnji z vašim izbranim jeklenim konjičkom. Znižajte stroške vzdrževanja in servisiranja vozil Škoda. Za varno in brezhibno vožnjo z vozilom Škoda bo skrbela ekipa Rosso na Skaletovi 13 v Celju. Za lepši pogled v nov dan obiščite Optiko Tržan. V njej boste lahko izbirali med modnimi korekcijskimi okvirji, stekli vrhunskih proizvajalcev, sončnimi očali ter kontaktnimi lečami in čistili. Pri njih se lahko naročite tudi na strokovni pregled vida za očala in kontaktne leče. Pri nakupu očal vam bodo svetovali in jih izdelali s sodobnimi aparaturami. Optika Tržan, Mariborska cesta 54, Celje. Jelovica. Celostna storitev od svetovanja do vzdrževanja. Obiščite nas v poslovni enoti v Celju na Mariborske 91 in se prepričate o naši bogati ponudbi lesenih oken, vhodnih in notranjih vrat ter drugih dodatkov. Nudimo tudi montažo in vzdrževanje. Jelovica, ker si vaš dom zasluži najboljše. Gorenje gostinstvo je največje gostinsko podjetje v Savinjsko-Šaleški regiji. S pomočjo izkušenj in znanja, razvojnih investicij ter stalno rastočega ugleda je nastalo podjetje, ki danes lahko na trgu ponudi kakršnokoli gostinsko storitev. Ponašajo se z odlično ponudbo hrane in pripravo malic tudi za podjetja in njihove zaposlene. Sklenitev pogodbe za preskrbo z malicami pa poteka hitro in enostavno. Za več informacij obiščite spletno stran www.gorenjegostinstvo.si in se prepričajte o njihovi odlični ponudbi in kvaliteti. Daj priše, bo za tebe svetla dan. Te upanje ne zapusti, ne zaspi, ko jutro te zbudi. Ja, res je, tako kot sva povedala, Klara je medicinska sestra, to smo želeli slišati. Izmed vseh, ki ste pravilno odgovorili, je naš računalnik želel pa gospod Anico Bobnič iz Laškega, ki prejme CD ploščo ansambla Vihar. Čisto svežo, v nedeljo je prišla ven. Še ni en teden stara, Še ni en teden stara, na sončni strani ulice. In to nagrado, gospod Anica, lahko dvignete do prihodnega četrtka na našem uredništvu. Navihankam in pa skladbi Dixie Polka pa ste namenili nocoj največ vaših glasov. Gregor Petek pa je dobitnik CD plošče Klapovuhi, Kurent in Klapovuh. Takole, vse nagrade, ki so bile namenjene za današnjo oziroma nocojšnjo oddajo, smo podelili. Klara, tebi seveda želim vse dobro, ne samo na profesionalni službeni poti in glasbeni, tudi drugače v življenju. Naj bo vse tako, kot si želiš. Upajmo, hvala. In vse dobro. Hvala lepa, da si bila nocojšnja moja sogovornica, tudi tvojim glasbenim prijateljem. Hvala lepa za obisk v nocojšnjem studiu, tudi vam seveda vse dobro, tudi v prihodnje. Tudi vam, drage gledalke, cenjeni gledalci, lahko si kar seveda od strani štale mikrofonček, se pridružiš svojim prijateljem. Tudi vam, dragi prijatelji, hvala lepa za vašo pozornost.
Veseli smo, da ste vztrajali do konca nocojšnje oddaje. Če vam je bilo lepo v naši družbi, potem ni nobenega razloga, da niste z nami spet prihodnji četrtek. Hvala lepa in lahko noč. Stari sosed spomladi šel je na drugi svet. Na kmetijo prišel njegov je nečak živit. Bil zgovoren je, radi smo ga imeli vsi. Malo glavni postal med fantije iz vasi. So dekleta za njim prav rada pogledala, ker po noči je vztrajno trkal na okenca. In gostilni najboljši gost izmed vseh je bil. Kdor je hotel naprej, je v kleti njegovi bil. Le kako boš krost je prav, če vsa jutra si prespal, nisi trd rezalo kopal. Le kako boš žito živ, nisi ga sejal ne plil, zdaj ne veš, a od česa boš živel. Leto se odvrtilo, hitro je na jesen. Ko se bolje spoznava fant, da ima problem. Žitve, bratve, trgatve zdaj so imeli vsi, a na zemlji njegovi zraslo ničesar ni. Kako boš kroz je bral, če za jutra si prespal, nisi trd rezalo kopal. Le kako boš žito živ, nisi ga sejal ne plil, zdaj ne veš, a česa boš živel. Zdaj bi rad oženil se, pa te noče več tekle. Drugi k njej pod okno hodil je, drugi k njej pod okno hodil je.